Moški pri klaviaturi igra harmoniko. Izpisujejo se napisi. Slepopis je od točkopisa do e-bralca, narejen za potrebe temeljne muzejske razstave Muzeja slepopisja v okviru muzejske dejavnosti ZDSSS. April 2025. Avtorji: Stane Padežnik, profesor zgodovine in sociologije; Viktor Vrtačnik, profesor zgodovine ter etnologije in kulturne antropologije; digitalizacija in montaža Luka Čander, študent etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na beli podlagi se v debeljenem črnem tisku izpisuje naslov skladbe: Francijeva polka. Ja, vi kaj tudi igrate kdaj na kakšnem društvenem shodu, ali kako? Občinem zboru, ali kako? Enkrat sem igral gor na Okroglem, ko smo društvo imeli. Potem enkrat sem igral na Okroglem, ko so ženske imele tisti svoj tečaj, pletilski. Drugače pa nisem igral. Na beli podlagi se z debeljenimi črnimi črkami izpiše napis od točkopisa do e-bralca. Moški s tablico piše brajico. Okrog vratu ima belo tablo na rumeni vrvici. No, takole, pa da vidimo, kaj smo napisali. Slepopis je od točkopisa do e-bralca. Moški z belo tablo okrog vratu piše na računalnik, opremljen z govorno sintezo. Na ekranu se izpisuje napis: Slepopis je od točkopisa do e-bralca. Konča se s piko. Moški sedijo za mizo. Izpiše se napis: Slepopisna tabla. In še tole imam za vas, zdaj končno tale tabla. To. Za slepopisje. A ja, to je to, ne, to je ta tabla, ne. Točno je ta tabla. Ja. Takole, ja. Takole smo slušatelji dobili okoli vratu tablo za učenje, za slepopisno učenje brajice in za branje in pisanje. Ja, in za pristrojepisju tudi. Pristrojepisju tudi, zato da nismo goljufali in gledali pod prste. Tako da smo res se učili slepega pisanja brajice, slepega branja brajice, slepega pisanja, tipkanja, no. Čakaj, zdaj če poskušam, ker tisti, ki smo imeli ostanek vida v 70-ih letih, 70-80-ih letih, ostanek vida, kasneje oslepeli, smo dobili takole tablo. A ste imeli kakšen poseben izraz za to tablo, to ploščo? Ne. Ni bilo nič posebnega rečenega. Kako ste pa prišli na idejo, recimo, da bi to, da bi tako na tak način... To si je že najdel tam. To so že drugi uporabljali. Garantiram pa, da skozi to tablo noben slep ne bom videl. Obljubim, da nisem nič videl skozi to tablo, kaj sem bral. Pa sem vendarle ugotovil, da tukaj ne piše, kje sem to ugotovil. Ulomki. Ulomki, potem pa število, primer, ja, za število 3, pa vejca, pa znak za število, pa 5, pa 50, mogoče 50, ja, 50, pa spet znak za število, pa 10, 15. Ja, 15. Zanimivo. 10, potem bi nekaj, kaj to je znak. Mi smo pisali tako, ne, da je bil števec zgoraj, imenovalec pa dol pomaknjen. Ne vem pa, koliko se zdaj piše po novem,
ker pred 2 ali koliko leti so nekaj čisto spreminjali ta sistem vse. In ne vem, kakšen je ta nov sistem. Jaz sem enkrat malo skušal urgirati, ker sem slišal, recimo, da so vključili hrvaške znake, nekaj če pa te reči, niso pa vključili nemških preglasov. Potem sem pa tudi rekel, da bi francoske tiste posebne znake vnesli, ker ljudje študirajo v gimnaziji pa ponovadi je drugi jezik francoščina. In seveda ti učitelji ne poznajo bralnih znakov in je treba tem slepim nekje te znake dati. Pa so mi rekla ta tiflopedagoginja, ja, se bo že takrat naučil. To me pa tako jezilo, ki se bo pa naučil, če nima iz česa. Ampak kako ste vi vedeli, ko ste poučevali brajico, ali goljufajo slušatelji, učenci, ali ne goljufajo, če sami niste videli? Ste imeli koga s seboj v razredu? Ne, nisem imel, ampak ste zaupali? Prvič, če ima to tablo gor, se čuti glas, že je bolj zaprt. To je eno. Drugo pa, v vseh šolah se golfa. Pa ne bom trdil, da se mene ni. Vse to sem mislil dodati, pa verjetno kar vse učitelji pač bolj ali manj. To je s tem, ko sem hodil v gimnazijo, da so tudi učenci golfali učitelje, pa včasih še na tak način, da se mi je čudno zdelo, da ne vidijo. Se pa ne golfa toliko slepih, kot ljudje mislijo. Zdaj pa nič ne vidi, pa bo kar. Ampak recimo tudi pri spraševanju, če je nekdo gledal knjigo, je imel takoj glas zaprt, knjigo, in to se je takoj čutilo. 1., 4., 5. D. Moški na stroj piše brajico. 1., 3., 5. O. 1., 2. B. 1., 2., 3., 5. R. 1., 3., 5. O. 1., 4., 5. D. 1., 3., 5. O. 1., 5., 6. Š. 1., 2., 3. L. 2., 4. I. Presledek. 1., 2., 3., 6. V. Presledek. 1., 3., 4. M. 1., 3., 6. U. 1., 3., 5., 6. Z. 1., 5. E. 2., 4., 5. J. 1., 3., 6. U. Presledek. 2., 3., 4. S. 1., 2., 3. L. 1., 5. E. 1., 2., 3., 4. P. 1., 3., 5. O. 1., 2., 3., 4. P. 2., 4. I. 2., 3., 4. S. 5., 2., 4., 5. J. 1. A. No, ne bomo pa. Dobrodošli v muzeju slepopisja. Moški bere z brajevo vrstico. V več kot 100 letih organiziranega delovanja smo razvili mnoge veščine in dejavnosti. Vsekakor imamo kaj za pokazati. Mnogo tega je že danes iztrgano pozabi, saj je zapisano v številnih publikacijah, ki pričajo o našem delu in delu naše organizacije. Prižge računalniški zaslon.
braja vrstica pravzaprav slepemu nadomešča ekran. Tisto, kar lahko nekdo, ki vidi, prebere na ekranu računalnika, to slep prebere v brajici, na brajevi vrstici. Seveda morda ne čisto vsega, ampak vendarle večino stvari je to velik napredek od časov, ko tega ni bilo. Zdaj te novejše vrstice, kakršno imam tudi sam, so tudi takšne, da se vanje lahko samostojno vpiše določen tekst, medtem ko na začetku so bile namenjene samo branju. Moški slepo tipka na mehanski pisalni stroj. A in Č in A in Č in nič. In A in Č in A in Č in nič. Potem imamo pa in F in J in F in J in nič. Še enkrat. In F in J in F in J in nič. Potem je pa in S, zmezi s prstanci in S in kaj je to? L in S in L in nič. In S in L in S in O in L in nič. In kaj je kljuka? Dekle sedi na kavču in bere besedilo v brajici. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani. Moški za mizo tipa reliefni zemljevid. Kateri zemljevid je to? To je zemljevid, reliefni zemljevid ožjega dela Ljubljane, se pravi predvsem Vič, tukaj, kjer naj bi bila tudi Zveza slepih, Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije, pa Zavod za slepo in slabovidno mladino, današnji center Iris. A si jih našel? Ja, moment. No. Aha, smo že na Groharjevi, tukaj bi bila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Kako pa veš? Kaj je napisano? Ja, Groharjeva je tudi označena z brajico, tako da je pravzaprav nekako za slepe lažje najti. In tam je označena ena velika stavba, ki mislim, da je to naša Zveza društev slepih in slabovidnih. Kje pa je Zavod za slepe ali slepe in slabovidne? No, Zavod za slepe in slabovidne pa, mislim, da sem ga tudi našel. Sicer zdaj ta Tržaška cesta je označena, ni z brajico označena Langusova, vendar je tukaj so te značilne stavbe, ki so označene pač so torej kot ta bivša naša vila, nekdanja Dekliška vila. Dekliška vila, pa potem Med Jamovo in Langusovo. tako, ja, na vogalu, pa potem zraven ta star dom, star zavod, Deški dom, pa potem prehod v novo šolo, kot ta most, kako bi rekel. To je drugo.
Bog je torej imanentni, ne pa transientni vzrok vseh stvari. Kaj je Bog? Q-ed. Čakaj. 19. pravilo. Stoj. Bog, Kaj je Bog? Moški posluša magnetofonski zapis. ki bi bila zunaj Boga v sebi, to je drugo. Bog je torej imanentni, ne pa transientni vzrok vseh stvari. Q-ed. 19. pravilo. Bog ali vsi atributi Boga so večni. Dokaz. Bog je namreč po 6. definiciji podstat, ki nujno biva po 1. pravilu, se pravi po 7. pravilu podstat, ki iz te definicije sledi bivanje samo. Takole smo študirali študentje v letih od 1976 do 1984. Na začetku s starejšimi magnetofoni, od leta 80 s takimi kot je tale. In ker sem še videl na 4%, sem si s črnim flomastrom delal zabeležke. Ampak, da se ne bi izgubil na celi dolgi vsebini snovi, sem potem, tu nekje je števec, gledal na števec, da sem si napisal številko števca, kaj se je na tisti številki števca, katera vsebina se je nahajala, da sem potem lahko dal nazaj ali pa naprej. Kje pa je števec? Vidite, zdaj še števca ne vidim. Včasih sem videl vse to, pa si pomagal z lupo. In seveda sem študiral v sobi, ker ni bilo ogrevanja, in po zimi so bile ledene sveče na šipah. Se pravi, da sem bil oblečen v debeli bundi, z debelo kapo, z debelimi volnenimi nogabicami na nogah, in potem sem vstajal pa na glas ponavljal. In evo, tako se je predihalo fakulteto, šlo do diplome in do službe. Nekatere snovi so pa zelo zahtevne, kot je tale filozofija ali pa sociologija religije. Dalje, z atributi Boga je treba misliti tisto, kar izraža bistvo Božje podstati, po 4. definiciji, se pravi tisto, kar spada k podstati, a prav to morajo pravim vsebovati atributi sami. Večnost, in zato so vsi večni. Moški posluša magnetofonski zapis in na stroj piše brajico. Opomba, to pravilo je vse skozi razvidno tudi iz načina, kako sem v 11. pravilu dokazal bivanje Boga. Ja, takole, no, jaz sem sicer študiral v začetku 90. let, ko so bile že druge tehnologije, ampak magnetofon je še vedno prišel prav, še vedno je bilo kar nekaj literature tudi na magnetofonskih trgovih, in ker sem slep, sem potem si takole zapisal v brajici pač povzetek tega, kar sem slišal na magnetofonskem traku. Pripoveduje dr. Evgen Bavčar. Mi smo začeli pravzaprav s tablicami, ne? Kje bo to v tablici smo uporabljali v zavodu, ne? Ker je dovoljevala tudi videče pisanje, ne? Recimo, mi smo si zapisovali s kakšnimi učenci, ki so hodili k nam na obisk v zavod, in smo si zapisovali tako, da mi smo pisali v Heberdovi pisavi, njihovo pisavo videčo, no, smo tako rekli, nam je pa moral nekdo prečitati, ne. Uporabljali smo pa seveda tablico še v 5. razredu, v 6. razredu smo pa prišli na brajopisalni stroj s 6 tipkami, pavzo in povračalko, ne.
No in zanimivo je, da v zavodu v Ljubljani so takrat bili zelo napredni, so uporabljali tudi že brajopisalni stroj za enoročne, tisti so dobili eno roko, ki pa deluje samo na pol celice. To se pravi, da se piše po pol celice. Recimo, če pišete črko E, recimo M, to je prva pa peta pika, morate dvakrat pritisnete enkrat na A, na prvo piko in enkrat na peto. To se pravi, namesto, da bi enkrat pritisnil, dvakrat. Ampak moj sošolec in prijatelj Zvonko Anton Pirc, ki je eden treh edinstvenih ljudi v Sloveniji, ki so brajevo pisavo znali čitati spodnjo ustnico, kar je velik tipološki dosežek, ker se mi Slovenci niti ne zavedamo. Jaz sem to informacijo posredoval v Angolo, tam, ker je precej takih otrok, ki so izgubili roke. So skušali naučiti brati. Moram povedati en tak podatek. Gusti Škrabec, pokojni že, je bral spodnjo ustnico, brajevo pisavo in je dokončal študij prava. Če bi se to zgodilo v kakšni bolj omikani državi, bi ta človek imel zagotovljeno zaposlitev, kakorkoli že, ko se pa on moral tam boriti za neko odvetniško pisarno in tako naprej. Skratka, zelo primitivno, zaostalo in moram reči omejeno. On je bil pa tako navdušen včasih za branje spodnjo ustnico, da mu je spodnja ustnica zaradi drsanja na brajevih pikah večkrat okrvavela. Povedal je njegov kolega, ki je tudi dokončal pravo z eno roko, to je Adolf Videmšek, Dolči Videm. No, on lahko to pove, ker on je recimo tudi uporabljal ta stroj enoročno, enoročni pisalni stroj in je tudi pozna ta sistem, ta problem, recimo, kako je, če nimaš roke. Je bilo več takih, recimo Jaka Furlan, je bilo več takih zahodov. Pripoveduje magistra Metka Pavšič. In nenadoma, bom rekla, v 14 dnevih mi je vid res močno upadel in sem mogla preiti na hojo z belo palico. Kasneje, to je bil tak psihološko zelo dolg proces, da ti to sprejmeš, da se sprijazniš. Kar se pa tiče brajce, je bilo pa tudi težko, ker sem bila tako počasna v branju. In sem recimo sošolci ali pa sestra so mi brali zapiske svoje na kaseto, pa knjige sem imela posnete, mi je Zveza slepih, so mi posneli študijske knjige, ampak to zame ni bilo. Jaz nisem mogla, da bi samo poslušala, zato sem si ob poslušanju naredila zapiske v brajci in sem potem po tistih zapiskih brajevih študirala. Problem je bil, ker sem bila tako zelo počasna in so mi misli hitreje šle naprej kot prsti, in sem se v bistvu s nekaj brala, se matrala s tistim, misli so šle že po svoje, ampak počasi sem se prebijala in sem potem na ta način študirala. Pripoveduje dr. Lujž Prahar. Z brajico leta 1966, ko sem prišel v Zavod za slepe in slabovidne v 6. razred, ali 66, to ne vem več. V glavnem takrat enkrat in takrat sem videl brajico in so rekli, da se je bilo dobro s prsti naučiti. In se nisem naučil s prsti, sem jo pa bral z očmi, ker sem še videl toliko. Zdaj jo bi pa znal tudi s prsti že počas, ampak bi pa tako, da bi eno stran bral 10 minut, to je pa res. Jaz sem prišel 14 leti v Zavod za slepe in z 18 sem končal tam. Skratka, leta 70 sem dokončno slepel, amputacija očesa še ta drugega in od takrat naprej sem tako, kot sem. In seveda, zdaj imam pa že več kot 50 let za sabo.
Ne, jaz sploh z brajco nimam nič skupnega. Ne, tudi ne znam brati, počasi bi bral 100 let, ne. Nič pa tuja mi je, pa še zoprna mi je, no, evo, tako bom rekel. Sam računalnika jaz ne uporabljam, ga ne znam niti prižgati. Telefon pa ja, toliko ti je nuja. Nič, ker sem prebral samo pol strani, pa mi je bilo to zoprn, sem odložil. Nič, in tudi zdaj ne berem nič pravega. In tudi brajce ne maram in mi je zoprna, odporna, no. Dobesedno imam odpor, čeprav mi nisem nič hudega naredil, ne, da se razumemo. Ampak človek ima do neke stvari odpor, jaz imam pa odpor do brajce, imam do slepih, do slepcev, do slepote. Glejte, do vsega imam odpor, do vsega. In do tele zveze, kjer so že marsikaj sem doživel, so marsikaj počeli z nami, pa bolj smo jim dokazovali, da smo sposobni narediti to, ono, tretje, nič, ne. To je pač, to so, veste, slepci so zagamani ljudje, ne. Ampak zbrajam, obvladam ga, seveda, ampak zelo počas, ne. Naberem tako, da kar s prsti drgnem levo, desno. Počas, ne, počas gre, ampak če se le da, ne. Se vam ne zdi, da je pomembno, da vključa brajco tudi v, ne vem, institucije, ustanove, v muzeje, ker dejansko... Pa je pomemben, seveda je, ne, ker je to ena oblika pismenosti. Se je, ampak meni ni bilo treba, zato pa hvala Bogu, ker mi ni bilo treba, se pa tudi nisem učil. Jaz sem že tudi v Škofjo Loko, pa so me tam spet začeli s to brajco, ampak nič, ne, nek začetek, neke drobnarije, v glavnem jo ne rabim in zato jo ne uporabljam, ne, ali no, mogoče ali jo maram ali ne, vse še sam ne vem več, ampak ne uporabljam. Veste, v tistem času, ko smo bili še v zavodu, je bilo treba komu kaj pisati. In nekdo, recimo, jaz sem bil v zavodu, oni so bili pa že v Škofji Loki. In kaj češ njemu črno-belo pisati, prvič moram jaz nekoga najde, da mi napiše, pa mora on nekoga najde, da mu to prebere. Jaz sem pa v braju napisal. In sem zavrtel telefon, sem rekel, danes sem ti poslal pisem, imaš v braju 3 strani, ber pa mi odpiš. Ne, in ja, sem, v redu bilo, mislim, da se... Jaz sem prilagodljiv človek, ne, jaz se prilagodim situacijam, bi rekel človek, ne, nuška se prilagodim. Mal ja, ne. Pripoveduje Sonja Pungartnik. Koliko je meni pomenilo ko je bil moj sin v 1. razredu, in takrat sem jaz imela za to šolo eno delavnico za te otroke na temo slepih, slabovidnih in na koncu leta so se razredničarke sodelujočim staršem zahvalile z eno knjigico, ne? In meni so dali Brajevo knjigo. In to je bilo zame, prvič v življenju, prej sem rekla, v šoli, v zavodu za slepe smo za odličen uspeh dobili videče knjige, ne? Tukaj se je pa recimo ena razredničarka pa spomnila in podarila v bistvu Brajevo knjigo, ne? Se mi zdi, da je to taka pozornost, na takšnih stvarih potem vidiš, koliko ti pomeni, da se nekdo tudi uživi v tvojo situacijo. Ali pa recimo, ne vem, ko se je moj fant naučil brajco, zato da mi je lahko v brajci pisal. Ali pa recimo, to so take, ali pa včasih kakšna zahvala ali kakšna čestitka pride v brajci. In ko vidiš, da se morajo ljudje potruditi, da se nekaj naučijo, in da se potrudijo zaradi tebe. In to se mi zdi res tako lepo. In zdaj tudi moja prijateljica izdeluje nakit, na katerem so Brajeve črke, in to se mi zdi tudi ena taka res čudovita stvar, čudovita pozornost, ki jo lahko podari bodi si slep videčemu, bodi si videči slepemu, ali pa preprosto, da imaš nekaj svojega, nekaj, kar je čisto našega. Brajica je naša, zelo malo nas je, ki jo uporabljamo, in zato je še toliko bolj nam ljuba in dragocena. Ženska sedi pred računalnikom. Na beli podlagi se izpiše napis Metka Pavšič se uči peti. Postavi se pred omaro. Z belimi črkami se izpisujejo napisi. Nastopajoči in sodelujoči. Franc Kovačič, profesor prava in učitelj brajice. Dr. Eugen Bavčar. Dr. Lujž Prohar. Magistra Metka Pavšič, defektologinja in tiflopedagoginja Sonja Pungartnik, Stane Padežnik, predsednik komisije za muzejsko dejavnost ter avtor postavitve muzejske razstave, Viktor Vrtačnik, avtor scenarija za vodenje po muzejski razstavi,
snemalca videospotov na pametnem telefonu s sintezo govora za slepe, Viktorjev osebni asistent Albin Baraga ter Luka Čander. Audio pričevanja slepih snemali študentje oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo z mentorjem dr. Ambrožem Kvartičem. Usmerjevalka priprave muzejske razstave dr. Urša Valič z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.